Tihožitje z rožami in grozdjem Adalberta Schaefferja iz sredine 19. stoletja je vpeto v dolgo tradicijo evropskih cvetličnih tihožitij, ki pogosto vsebujejo tudi simbole, torej nosilce nekih dodatnih vsebin, ki navadno v sebi skrivajo ali neko alegorično idejo ali pa razodeva nek drug objekt. Bujno in barvno cvetje je imelo sicer izpričano simbolno vlogo že v času starih Egipčanov. Nekateri pomeni pa se niso spreminjali že od antike. Tako bujno cvetje navadno že samo po sebi pomeni bogastvo in razkošje, po drugi strani pa v vsakem primeru namiguje tudi na krhkost in minljivost človeškega življenja, saj rezano cvetje hitro oveni. Schaeffer je na svojem tihožitju večinoma upodobil cvetlice, ki jih lahko v naravi najdemo v poletnih časih. Upodobil pa je hkrati cvetje, ki je sveže, in pa cvetje, ki je v bistvu že zelo ovenelo. No, ena od cvetlic, ki ima v bistvu že zelo star pomen, ki se stoletja ni spreminjal, je na primer vrtnica, ki v številnih kulturah pomeni lepoto, ljubezen in pa razkošje. Tudi potonika ima zelo podoben simbolni pomen, pravi spet neko razkošje, bogatstvo. Tulipan, ki je upodobljen tukaj na moji desni strani, pa je zagotovo ena od cvetlic, ki je v evropski kulturi neločljivo povezana z bogastvom. Tulipan je sicer prišel v evropski prostor relativno pozno, vendar pa je že skoraj čez noč postal simbol bogastva in razkošja, ker so bile čebulice tulipana izjemno drage, v nekaterih primerih skoraj tako drage kot hiša ali pa jadrnica na Holandskem. Pomenljivo je tudi, da je Schaeffer tulipan upodobil v senci in pa kot vidimo je po robovih že porjavel in gnije. Tak tulipan je skoraj gotovo simbol razkošja na eni strani, po drugi strani pa razkošja, ki mineva. Na minljivost kažejo tudi mravljice in druge žuželke, ki jih je polno po tej sliki, ki sicer tiho čepijo, ampak bodo neizbežno začele jesti to čudovito barvno cvetje. Tako da ena od možnih razlag te slike, če sploh ima kakšno, je, da je življenje bujno, lepo, hkrati pa tudi krhko in